La 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 la. Čau, sem Rudi Bučar, trenutno poslušate oddajo Radioaktivno. Da te pr nas ja Istra, ja juca bla parala, ma dole v mesta ja čula, da pravejo je obala. Ma dole v mesta ja čula, da pravejo je obala. Pračudla saja žana, kaj Istre be storile, brez nič nobenega prašat, jo bejo prekrstile. Brez nič nobenega prašat, jo bejo prekrstile. La 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 la. Sadosta je zrabjala, poslala vsak šajete, vsi tiste, ki to bitele, sigurno niso drete. Vsi tiste, ki to bitele, sigurno niso drete. Ja rakla juca naša, kar jada mu tornala, te ja ucala Istra, Istra bo stala. Te ja ucala Istra, Istra bo ostala. Aj, la, 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 la. Lete Istra in Rudi Bučar z albuma Kamen, Trn in Brin. Rudi, lepo zdrav v oddaji Radioaktivno. Lepo zdrav. Kar nekaj let se je obrnilo, odkar smo bila zadnjič skupaj, tako v pogovoru. Ja, naj to ne zveni tako slabo, da je že 5 let od prejšnjega albuma. Mislim, v glavnem je bilo kar nekaj projektov vmes, posvetil sem se več ali manj živim nastopom, vmes sem celo nekaj zborovskega materijala napisal. Lani smo izdali tudi z Oktetom Aljaž ploščo z naslovom Te v Istre. Tako da v bistvu je bilo kar pestro, ne glede na to, da v bistvu, bom rekel, albuma, ki je vezan samo name, ga ni bilo v 5 letih. Nisi prišel bos, skoraj bos pa? Ja, prišel sem v natikačih in je kar prijetno tle. No, vsi imate, ne vem koliko je tle, 13 stopinj, tako da je kar toplo pri vas. To že zima trka na vrata. Takrat hodiš bos, razen po stanovanju. V bistvu prav bos ne, ampak nekaj imam pod platino. Ti je biti bos svoboda? Ja, in v bistvu to ni zdaj iz nekih filozofskih razlogov, ampak čisto iz preverjenega. Tudi odločil sem se, da bom bos, ko sem pač preprosto stopil iz natikačev za rahlo oroseno kožico na tisti trdi, grobi jugo asfalt, in ko sem mislil, da mi bo vrglo ven bradavice, takrat sem gotovo, da je to. Pa stopaš bos tudi po kamnu? Trnu verjetno, ne Brino, pa tako isto, ne? Ja, v bistvu, če bi imel za izbrati od teh treh, bi izbral Kamen.
vseeno poleti precej greje. Tako. Kamna, Trnja in Brina pa imaš kar nekaj v svoji okolici oziroma v zaledju svojega domovanja. Ja, tako, ja, ga je kar nekaj. V bistvu to je bila tudi, bom rekel, tudi eden izmed razlogov, da sem prišel do tega naslova te plošče, Kamen, Trn, Brin. Pa eden je bil tudi mogoče iz tega, da zmeraj opevamo radi trte, oljke, kakije, fige in tako naprej. Mama pa tudi Kamen, Trn, Brin. Glavni razlog, da sem pač prišel do tega naslova, je pa vsekakor pesem od Alojza Kocijančiča, enega izmed večjih istrskih pesnikov. Potem opevaš pokrajino med Krasom pa Istro? Ali še kaj širše? Temu reči, da se bolj v bistvu držim te istrske pokrajine, čeprav v bistvu imam Kras zelo rad. Verjamem. Zaradi tudi dobrot? Ja, zaradi ljudi, vsega, bom rekel. Dobrote so mogoče tisti del, ki spadajo v dobrim ljudem. Pogovor se pričela skladbo Lete je Istra, sem pravilno prebral? Ja, odlično. Ti pa še prevede. Te rešuje, da uporabljate tudi pri vas široke vokale, tako da. Ja, pri tem smo oboje kar skupne. Ja, tako, ja. Lete je Istra je pravzaprav tudi besedilo, ki ga je napisala Nelda Štok-Vojska, to je naša tradikalistka, istrska pesnica, muzikologinja in tako naprej, raziskovalka. Zanimiva se mi je zdela vsebina te pesmi, zato sem jo tudi uglasbil. Govori o tem, kako naši centralci prihajajo k nam na obalo, mi pa nimamo radi tega izraza obala in imamo rajši izraz Istra ali pa vsaj dajmo reči Šaurinija. Bom tudi drugi čas uporabil raje Istra kot obala. Tako. Kamen, Trn in Brin bo pa naslednja, tudi naslovna skladba, o kateri sva sicer po telefonu nekaj govorila. Gre za pesem Alojza Kocijančiča. Ja, pač to je mogel biti en zelo, zelo dober človek, tudi po govoricah sodeč. Velik pesnik, on je, bom rekel, cel opus svojih pesmi je posvetil Istri. Predan popolnoma Istri, živel je, bom rekel, otroštvo zelo težko življenje, kar se, bom rekel, tudi odraža v njegovih pesmih. S tem, da tudi on je potem. Ne morem reči, da je zajahal belega konja, ampak konja vsekakor. Grem prek tvojih goličav, o Istra, prek ožganih trav, čez Kamen, Trn, pritlikal Brin, te kličem kakor mater sin. Ko zrem v razpičan tvoj obraz, zavem se tak, sem tudi jaz. Od morja sem pa vsa si vrt, vinograd si prežlahtnih trd. In vsa si nežen oljkov gaj, drobno cvetoč zeleni maj. Žal to razkošje in prelest ne gre nobena mojih cest.
rezal dlan. Hladilo Istra tvojih ran. Ne nisem čaša močnih vin, pozabo tvojih bolečin. Zdaj sem le kamen tvojih skal, sem trn brin iz tvojih tav. Sem trn brin iz tvojih tav. Kamen, trn in brin, Rudija Bučarja v oddaji Radioaktivno. Ali ta pesem opiše tudi tebe? Mogoče opiše mene v smislu notranjosti, ne, ali pa kot dela Istre, ne, ker tle Istra zelo dobro opisana, bom rekel tudi v nekem. Zdaj tle lahko vidimo recimo v tej pesmi, da melanholičnost ni vedno, da nima vedno slabega predznaka, ne, ampak da biti melanholičen je včasih mogoče tudi tako en tak občutek, eno tako stanje, ki si ga sami izberemo. Šelestenje je bil tvoj zadnji album, dejansko album največjih uspešnic, ali potem iz tega albuma vlečeš sedaj naprej tudi tega ta novega? Pravzaprav niti ne. Si tudi tisti album ni bil mišljen kot nek best of, ne, ampak kot nek, bom rekel, nek koncert v živo, ne. Posnet je brez publike, ker takrat smo bili pač zaklenjeni, ja. Zdaj bom rekel tudi z novo ploščo, ne, se pravi z Kamen, trn in brin, ne odpiram nekega posebno novega poglavja, ne. Nekako zvokovno ostajam zvest tistemu, kar sem počel doslej. Mogoče je tle, bom rekel, ta dodatek, da sem na to ploščo umestil 3 priredbe meni zelo ljubih avtorjev in glasbenikov. Kaj pa zvočno? Zvočno ostajam, bom rekel, zvest folk glasbi s primesmi, bom rekel, raznih stilov, kot je blues, jazz, zborovska glasba, pop, lahko rečemo, rock je tudi v neki platformi lahko, ne. Se pravi, nikoli se nisem skušal nekako omejevati na nek edinstven stil, ne. Se pravi, zdaj, če imam navdih, da bom napisal pesem v reggae stilu, da mora biti cela plata v reggae, ne. Skušam biti toliko odkrit in toliko, da bom reči, iskren do samega sebe, da napišem tisto, kar trenutno vre iz mene. Ploščo si najavil skladbo Lačen blues, torej blues skladbo, ki je zate precej nenavadna. Ja, je precej nenavadna vsebina, zdaj tle ena štorija v zadnji, ne. Jaz imam taščo, ki kuha zelo dobro, ne. In tudi ful kuha, ne. Tako da nikoli nisi lačen pred njej in vedno ješ dobro, ampak zgodil se je en dan, ena nedelja, ko smo se odločili, da gremo jest ven. In takrat ne vem, koliko smo čakali, ne. In medtem, ko smo čakali, sem jaz postal res ekstremno lačen. To se odraža tako, da najprej sem, ne vem, 20 minut tiho in pol postanem tako živčen, ne. In
V bistvu med tem čakanjem sem zaprosil tega svojega prijatelja, ki ima to gostilno, ki nas je pustil toliko časa čakati, ne? Če mi lahko da en list papirja in en kuli, ne? Mi rečemo lapež po istrsko. In sem se opravičil vsedi druščini, vključno moji tašči, da me mogoče ene pol urce ne bo pri mizi. Mentalno, fizično sem bil še zmeraj, ker sem dobil navdih za neko novo pesem in tako je nastal Lačen blues. Jaz mislim, da si ga zaprosil, da ti da kos kruha. Če bi bilo še 15 minut, verjetno bi res ga zaprosil za kos kruha. Kaj pa sosed Stipe, še kuha brode? Ja, ta sosed Stipe je ful dober kuhar, ne? In takrat, ko imaš doma prazen hladilnik in ko, bom rekel, vohaš te njegove dobrote, je kar hudo. Mislim, da je potem kar primeren na Lačen blues kot naslednjo. Ja, kar dajmo ga. Zjutro sem se zbudil, novele se zavedel. Zjutro sem se zbudil, novele se zavedel. Ma kako sem lačen, ko si lačen, si drugačen, Štomek mu je prazen, frižider je Anka prazen. Štomek mu je prazen, frižider je Anka prazen. Ma kako sem lačen, ko si lačen, si drugačen, Sosed Stipe, v brodet hitava sipe. Doli sosed Stipe, v brodet hitava sipe. Ma kako sem lačen, ko si lačen, si drugačen, Opru bom konšervo, kitanje zari šervo. Opru bom konšervo, kitanje zari šervo. Ma kako sem lačen, ko si lačen, si drugačen, Rataman vas nervožo, da suku sebom kožo. Rataman vas nervožo, da suku sebom kožo. Ma kako sem lačen, ko si lačen, si drugačen, To je tista melodija, ki mene glad ubija. To je tista melodija, ki mene glad ubija. Da več nisem lačen,
Rudi Bučar z mano oddaja radioaktivno album Come and Turn in Brin. Je Lačen blues tudi skladba o pomankanju? Lahko bi rekli temu tako, ampak zdaj nisem tle nekako, če govorimo o pomankanju, ni prvotno v smislu hrane, ne? Ampak mogoče je tle neka nostalgična nota, ne? V smislu pomankanja nečesa, kar smo nekoč imeli in zdaj ne da nimamo, ampak imamo v izobilju, ampak ne znamo ceniti, tako kot smo znali ceniti nekoč. Rudi, v svoji karieri si sedaj nabral že bogato diskografijo, preštel sem 9 oziroma 10 albumov, odvisno kako štejemo. Če štejemo skupaj Spirits ali pa brez Spirits ali pa s kvarteto 7+, ali pa brez njega. Ja, zdaj lahko tle dodamo še 2 zborovski avtorski plošči, tako da je pol smo koliko na? 12, ja, recimo. To pa je že kar nekaj, sem nabral v teh letih. To je kar nekaj, ja. Povem, da si tudi reden pevec v pevskem zboru. V bistvu nisem reden pevec v pevskem zboru, ampak sem v bistvu bolj kot avtor, bolj kot aranžer ali pa skladatelj, čeprav to zelo mi zveni, zelo tako aristokratski nazivi so mi to, ne. Pač rad delam in pišem tudi za zbore, izviram iz zborovske družine, v amaterskem smislu. Pri nas je zmeri pelo, ne, tudi takrat, ko ni bila fešta, se je pelo, ne. In če je bil razlog, da smo se oglasili, ne. In to nekako ostaja v meni. Določene pesmi so prišle celo do slovenskega okteta, za kar sem, bom rekel, strašno počaščen. In dajmo reči, da sem si tudi to malo nadel na ramena kot del svojega poslanstva. Tudi zato v svoje pesmi vključuje zborovsko petje oziroma zbore. Tako, ja. V bistvu na vseh teh ploščah je tudi tako mogoče slišati kakšne nijanse, večglasno petje ali mogoče tudi kakšne uverture in, bom rekel, končnice na ploščah. Kdaj ti klikne, tukaj pa bi se dobro slišal zbor? Takrat, ko je skladba v čisti osnovi ali takrat, ko je že končano? Je zelo, zelo odvisno. Lahko temelji celo na večglasnem petju že v osnovi in potem iz tega pravzaprav izpeljem pol oziroma lahko celo predrugačim, ne. Se pravi, ne vem, na tem albumu je skladba Zmerom moja, ne, je bila prvotno napisana za zbor. In tle sem jo potem, se pravi, umestil in predrugačil in umestil v repertoar na tej plošči. Gre zborovsko petje k vsakemu žanru? K folku, jazzu, bluzu, rocku, popu? Jaz mislim, da ja, zaradi tega, ker če tle misliš kot večglasno petje, vsekakor, ne. Zdaj ni pa nujno, da je, ne vem, marsikdo si domišlja, da je zborovsko petje samo, bom rekel, ljudsko, ne, ni, ne. Se pravi, tudi zborovska glasba, bom rekel, zelo, zelo široka. Tako da v bistvu absolutno odgovor je da. Potem pa k temu dodaš še ištrijanščino? Tako, ja. Ja, doslej sem dodajal pravzaprav ištrijanščino, ker je pač to del moje, bom rekel, kulture ali pa celo del mene, ne. Pred, enim ali 2 meseci sem dobil celo prošnjo, če bi lahko v glasbo eno od Kosovela in kakšno še od Keteja, glede na to, da bo prihodnje leto njuno leto, tle lahko dodamo še Cankarja, ne, s tem, da Kete in Cankar, pri njiju 2 se bo obeležilo rojstvo, ne, pri Kosovelu pa smrt. Tako da nekaj pripravljamo tudi za prihodnje leto, tako da ki ne bo vezano, vsaj z moje strani ne bo vezano toliko na Istro, kot na pesnike naše. Po mamini strani imam Istro, ne, po očetovi strani in pravzaprav po njegovem očetu, se pravi po mojemu nonotu, ki je bil strašen pevc in velik ljubitelj zborovskega petja. Imam še ta segment, se pravi, da imam rad tudi slovensko ljudsko zborovsko petje. Zmerom moja bo 4. po vrsti. Po naslovu sklepam, da je skladba o večni ljubezni. Ne gre toliko za večno ljubezen, ampak gre v bistvu za neko izpoved, neko občutek, ko začutiš, da imaš nekoga res rad. Kako se lepa, kar me pogledaš tako. Kako se nežna, kar karecaš me tako. Kako se dobra, zato ki same daš. Kako se dobra, moja za zmerom moja.
moja za zmerom, zmerom moja. Zdanta pataš, kako matutja, srce, kar znamo kantaš. Kako ma pjaža, sakar zčuhaš me. Kako ma pjaža, moja za zmerom, zmerom moja, moja za zmerom, zmerom moja. Kako san mehek, kar me dašan lep bačin. Kako san žvelto, kar si za andin din din. Kako ma boža, sreća kar si te. Za zmerom, zmerom moja, moja za zmerom, zmerom moja, moja za zmerom, zmerom moja, moja za zmerom, zmerom moja. Zmerom moja, Rudi Bučar z mano v oddaji Radioaktivno. Kamen, trn in brinja album, 10 pesmi si nam ponudil tokrat. Da, vseh 10. Ampak tokrat niso vse tvoje, kot si že prej omenil. Ja, tukaj je pravzaprav zmes avtorskih skladb, priredb in ljudskih napevov. Ne? V vsebinskem smislu biš dajmo reči, da gre recimo za neke ljudske napeve, neko družbeno kritiko in ljubezen. No? Tako. 3 priredbe sem omenil, po kakšnem ključu si izbral? Po ključu srca. To so pač pravzaprav 3 avtori in 3 izvajalci, ki jih zelo cenim. Če začnemo pri skladbi Ljubezen od Marka Breclja, zelo netipičen naslov za Marka Breclja. Ne? To je bila skladba, ki jo je Marko posnel, mislim, da je to prva, ki jo je posnel na nacionalnem radiju takrat. Sem bil pa pozvan, da bi zaigral nekaj njegovega ob prvi obletnici smrti Marka, strani Radia Koper, in sem posnel eno priredbo, ki si mi zdela zelo, rekel,
primerna. No. Predvsem zato, ker če želiš narediti priredbo ene izmed skladb Marka Breslja, moraš res narediti priredbo, ne? Tako da je res nekaj drugačnega, ne? In da najdeš pravo mejo med tem, koliko greš v bistvu stran aranžmajsko in koliko lahko se pravzaprav ostane od originalne izvedbe. Ne? In Marko je odigral z 12 strunko in jo je zapel, jaz pa zato, da sem šel kar stran, sem v bistvu izigral kar z električno kitaro. Tako da to je to. Naslednja je Pengovova narodna pesem. To pesem so prvi zaigrala z Andrejem Gučkom v skupini Hiša, ko sem imel koncert v klubu Cankarjevega doma, mislim, da je bilo 2018 ali 2019. In takrat je bil Andrej moj gost in ko sva razmišljala, katero bi poleg ene njegove in ene moje, je rekel, veš kaj, ti poznaš to pesem? Sem rekel, nekaj poznam. Je rekel, kaj ne bi mi dva to v duetu poskušala narediti, ne? In od takrat pravzaprav mi je ostala zelo, zelo v nekem, bom rekel, si mi zasidralo v srce, no, in se mi zelo lepo, da bi jo vzel s sabo, no, tudi na to ploščo. Tretja od teh priredb je pa Čedahučijeva Je mimo leto, avtor je Blaž Učakar. To je za moje pojme ena izmed lepših slovenskih pesmi v zadnjih letih. Ko sem se lotil, da jo bom poskušal zaigrati, mislim, da mi je 37 ratalo, ker mi je tako ganjalo, no, tako lepo besedilo, tako iskreno. Blažu sem rekel, prosti, veš kaj, zdaj je to moj komad, sem rekel, ne. Je rekel, veš kaj, ti ga kar vzem, je rekel. Ampak oni bodo še vedno igrali. Ja, seveda. Peta po vrsti bo Miss Koneto. Ja. Tokrat naslov italijanščine. Ja, gre tudi za italijansko besedilo. To pesem sem napisal skupaj z Massimom Sepijem. Napisala sva jo za enega otroka, ki je zmagal na enem otroškem festivalu v Istri, ki se kliče Voci Nostre. Otroku je pa ime Etienne. Ta otrok je strašen ljubitelj dinozavrov. In Massimo Sepi je poskušal v bistvu preko tega dinozaura nekako opisati, kako ta dinozaver vidi svet danes in kaj se mu zdi čudno in kaj pravzaprav pogreša iz obdobja svoje ere. Ne? Pa veš, da se mi zdi, ko sem poslušal skladbo, da sem slišal nekje vmes besedo dinozaver. Dinozauro, ja. In mi ni bilo jasno, zakaj. Ja. V bistvu dinozaver je, bom rekel, skozi njega je ta prispodoba v času. No. Centomila anni fa tu passavi di qua, solo in questa radura non provavi paura. Questa impronta che resta è una storia già vista, il tuo sogno e speranza di un futuro già qua. Vedevi orsi e gazzelle conversare insieme, senza odio e catene, senza fragilità. Vedevi il bene per sempre, vedevi oltre la gente. Sei un dinosauro speciale che poi paura non fa. Ti guardo e mi chiedo se è vero che potessi vedere più in là questo mondo che sembra confuso, che ormai più sorprese non dà. Lanciamo sonde nello spazio, ma lo spazio è già tutto qua. Mi sconnetto, è tutto qua e vivo la realtà. 100.000 anni fa sei passato di qua. Immaginavi un futuro un po' migliore del tuo. Vedevi il bene per sempre, vedevi oltre la gente. Sei un dinosauro speciale che poi paura non fa.
mondo che sembra confuso, che ormai più sorprese non dà. Lanciamo sonde nello spazio, ma lo spazio è già tutto qua. Mi sconnetto e spezzo il filo e vivo la realtà. E vivo la realtà. E vivo la realtà. Rudi Bučar z mano vodaje radioaktivno. Kamen, Trn in Brin je potem dejansko večjezičen album. Pravzaprav ja, gre za knjižno slovenščino, bom rekel, istrski dialekt oziroma narečje, ki je itak sestavljeno iz 3 različnih jezikov, ne, se pravi hrvaška istrščina, italijanska istrščina in slovenska istrščina. Ne. In tle gre tudi za pač knjižni jezik, no, tudi italijanski, pri tej skladbi. Ko bi vi rekli po domače, res samo ištrijanščina. Tako, ištrijanščina. Kaj ti ne razlikujete med hrvaško, italijansko pa slovensko? V bistvu nam je res to pravzaprav zelo, vsi 3 jeziki so nam zelo blizu. Ne? In če bi nekdo govoril italijansko ištrijanščino, nekdo slovensko in nekdo hrvaško, ne, bi se med seboj razumeli. To je recimo ta zanimivost. Ne? So tu besedila ali bi lahko rekli na trenutke, da je tukaj že poezija? Zdaj, če gledamo pesem Alojzija Kocijančiča, ne, Tam je gotovo poezija. Tam je zagotovo poezija. Sicer pa v bistvu različno, mogoče bi za kakšno lahko rekli tudi, da je proza, ampak glede na to, da večinoma pišem pesmi, se pravi tekst, besedilo in glasbo skupaj, ne, temu marsikaj prilagajam, ne, ker tudi kadar zmanjka kakšna beseda, mi dostikrat glasba pomaga najti to besedo, ne, in včasih se zgodi zaradi tega, ker je tako, da mogoče pesem dobi neko drugo formo, ne tako konvencionalno, ne, in je pol pač napisana tako, kot je. Ne. Zdaj, če vzamemo pa za primer Kocijančičevo Kamen, Trn in Brin, ne, je to pesem, ki je bila napisana, sem skoraj prepričan, tudi zato, da bo nekoč jo nekdo v glasbo, ne. Ker prav v bistvu, ko prebereš to pesem, pravzaprav čuješ melodijo, ne? Čuješ mogoče celo tisto, kar se mi zdi, da sem jaz napisal, bom rekel v smislu glasbe, da sploh je nisem jaz, ne? Da sem bil samo nek prevodnik, ki je to dal na papir, ne? Ker Alojz je to tako napisal, da ni bilo potrebno, bom rekel, tekstu nič dodati, nič odvzeti. Je perfektna, pravzaprav. Potem to mogoče nova primorska oziroma istrijanska himna? Jaz mislim, ja, po eni strani upam, da ne, upam, da bo ena izmed istrskih viš, ne, ker tudi ta pesem nima, bom rekel, nekih prav velikih značilnosti, bom rekel, neke pop skladbe, ker vsebuje refrena, ne. Sem mi pa dodal en tak rap, v katerem sem si predstavljal kot neko razsvetljenje. No. Je danes kar veliko skladb je že brez refrena. Ja, recimo. Tudi v pop glasbi. Tudi v pop glasbi, ja. Ja, kajti v 2 minuti je težko dati vse 3 refren. Ja, tako. Na albumu nisi samo ti, temveč kar nekaj sodelujočih glasbenikov. Ja, zelo sem počaščen, da sem lahko v družbi takih najprej ljudi, ne, in pol tudi odličnih glasbenikov. In zdaj tle rad bi omenil tehnično ekipo, s katero smo delali nepozabni trenutki. Zelo lepo smo se imeli, naj omenim, bom rekel, zvokovnega inženirja Tadeja Tadića, tehnika Matijo Žavbija in producenta Gabra Radojevića. Tle je bila kopica glasbenikov še zraven, ki so, bom rekel, z mano že vrsto let. Nekateri so novi, bom rekel, res kopica odličnih slovenskih glasbenikov. Jure Rozman na bobnih, Goran Krmac na tubi, Anže Vrabec na klavirju in klaviaturah, Robert Pikl na kitarah in vseh ostalih brenkalih,
Vasko Tanasovski, saksofon in flauta, Daniel Bogataj, violina, Marino Kranjac, dude in daska. To je v bistvu en tak inštrument, na kateremu se je včasih pralo robo, ne? Oktet Aljaž, ženska vokalna skupina Fritole, upam, da sem naštel vse. In ostali o tem rekel. Mislim, da sem naštel vse, no. Če sem koga pozabil, naj me za ušesa, tako bom rekel. Te bo, ko bo to slišal. Tako. Naslednja bo Ljubezen, ta je priredba, kot si že prej omenil. Ja, priredba Marka Breclja. Bom ti prebral, kaj o tej skladbi pravi umetna inteligenca. No, da Kako je ona analizirala. Besedilo, Brecljeva poezija, ki je ironična, nežna in kritična, Rudijeva interpretacija, doda toplino in zborovsko širino, ohranja Brecljev duh, a ga oplemeniti z istrskim sentimentom. Orka. Dobro, tle v bistvu bi rekel, da je kar to, ja. Lepo. To je umetna inteligenca napisala. To je kopilot Microsoftov napisal. Lepo. Sprašuješ me, dekle, zakaj hodim za tabo. Sprašuješ me, zakaj gledam za tabo. Ne podi me, od tod. Ne podi me, od tod. Smeješ se, reči mi padajo iz rok. Smeješ se, besede mi padajo iz ust. Ne podi me, od tod. Ne podi me, od tod. Moje roke ne ubogajo me in nad očmi nimam oblasti. Moje noge ne ubogajo me in nad očmi nimam oblasti. Ljubezen in Rudi Bučar z albuma Kamen, Trn in Brin. Promocijo po slovenskih odrih, kot te spremljam, že poteka? Ja, poteka že. Zelo sem, bom rekel, novič počaščen, da imam eno zelo lepo ekipo, poleg Jure Rozman na bobnih, Gašper Kržmanc na kitari, Goran Krmac na tubi in
Anže Vrabec na klavirju, Gaber kot oblikovalec zvoka, Gaber Odojevič. Ja, bomo bomo rekel, kar nekaj po odrih, pretežno v zimskem cajtu bomo po slovenskih hramih kulture, kulturnih domovih, gledališčih in pol poleti se selimo tudi na gradove, vrtove, trge in tako naprej. Ali kdaj sploh še nastopiš sam s kitaro? Kadar me pokličijo in dobro plačajo. Drugače pa si raje v družbi, kot opažam. Pravzaprav v bistvu imam zelo rad družbo, čeprav v bistvu naredim ene par koncertov, naredim tudi sam, ko se nekako vidim, da bi šlo, da gre vsebinsko skupaj, da vidim, kakšne so želje in tako naprej. Na nek način rad tudi sam nastopam, no, kadar se stvari poklopijo. Po tolikih letih pa tolikih nosilcih zvoka imaš kaj težav s pripravo repertoarja, razen sedaj, da daš zdrave nove skladbe? V bistvu niti ne. Se sicer vedno bolj posvečam temu, se pravi, odvisno pač, kje igramo, kakšna je vsebina in tako naprej, za kakšen plac gre. Tako da v bistvu se kar posvečam, dajmo reči, vsakemu nastopu posebej in kakšno skladbo zamenjam, kakšno dodam, kakšno dozamem. Kje pa najdete oziroma slišite Rudija, pa lahko seveda spremljajo poslušalci na tvojih družabnih kanalih? Facebook, mislim, da si tam aktiven. Tako, čeprav sem te našel na Instagramu kar na 2 imenih. Ja, ne vem, kdo je to, ampak nisem jaz to. Jaz pa sem te 2krat že označil. A res? No, to sta 2 in naj naredim reklamo, da je še, bom rekel, enih 5-6 na Facebooku profilov. Vse več nas je, ne? Vse več, množite se. Tako. Naslednja prav tako priredba Nerodna pesem. Tukaj slišim skupino Hiša zraven. Ja, ne vem, če je skupina Hiša, je pa, bom rekel, oče, ne? Hiše. Hiše, ja. Ja, zelo sem počaščen, da je tu bil Andrej Guček, da je pravzaprav prišel tudi posnet na ploščo z mano, to prelepo pesem. Kot sem prej povedal, najprej svojo zaigrala v klubu Cankarjevega doma 2019. Nakar, ko sem brskal malček nazaj, sem rekel, zakaj ne bi tudi to skladbo umestil na repertoar plošče in tako je končala tudi ta gor. In še tukaj ti preberem, kaj pravi naša druga pamet. Da čujem. Besedilo lirična, metaforična pesem o iskanju smisla in identitete. Rudijeva izvedba zelo spoštljiva, subtilna, ohranja pegovo melanholijo, a jo obdaja z istrskim zvenom. Aha, že vidim, da je formula že malček podobna tisti prej. Zaključki so mi malo izdajajo to umetno inteligenco. Bo še potem pri tretji preverila, kaj je napisal. Okej. Proti polju, proti morju, proti mirnemu vesolju smo hodili po obzorju, a ljudje so nas jali, moj Bog, in se smejali. Po mostovih naše sreče smo nosili prazne vreče in ljubili vse živeče, a ljudje so nas zijali, moj Bog, in se smejali. Obljubili smo si ječo in zabodli roke v gnečo, pa jo našli vedno spečo. In ljudje so nas zijali, moj Bog, in se smejali.
ko ostali smo spet sami in čakali, da nas zdrami. Plima sončnih cest pred nami, so ljudje v nas zijali, moj Bog, in se smejali. Rudi Bučar z mano vdaje radioaktivno Kamen, trn in brin je album, ki ga predstavljamo. Vidim, da si s sabo prinesel še 2 nosilca zvoka v fizični izdaji. Tako je, to je zdaj moj drugi pravzaprav album na vinilu. Šelestenja je bil prvi. Tako je. Zdi se mi en tak lep izdelek, mogoče ajde, ker sem tudi že kot otrok, vrtel plošče doma od strica, od četa in tako. In se spomnim, ko smo izdali prvi vinil, je prva stvar, prva gesta, ki sem jo naredil, je, da sem jo odprl in sem povohal. In v bistvu vonj je res enak tistemu izpred, 40 let. Torej se da glasbo tudi vonjati. Tako je. Ja, zdaj so tle več možnosti, ne? Se pravi, pri izdaji vinila, pač to je zdaj nek revival in kar nekaj kolekcionistov in nekaj zbirateljev. Plus recimo tle se da gor v bistvu odtisniti tudi QR kodo, ker je možen dostop tudi do digitalnih platform. Tudi tam si prisoten potem na vseh teh streaming platformah? Na nekaterih, verjetno nisem lih na vseh. No. Je že kaj odzivov na novi izdelek je strani publike? Kar veliko odzivov je in sem zelo presenečen in ganjen, nad odzivi. Kaj pravi publikum? Publikum zaenkrat kar berem in kar slišim zelo lepo. No. Tako, zdaj pa ne vem, kaj bi pravila umetna inteligenca. Tega nisem spraševal. Sem pa jo vprašal o naslednji skladbi, ki jo bova zavrtela. Tudi to je priredba in sicer že prej si omenil skupino Čedahuči, je Mimo leto. Tako je. Čedahuči je ena skupina, ki mi je ena izmed bolj priljubljenih skupin v našem prostoru. Smo že veliko sodelovali skupaj, tako da mislim, da bomo tudi v bodoče. No. Gre za mogoče neko isto vizijo o glasbi, sporočilnosti in tu sem pravzaprav našel med vso to njihovo lepo muziko in besedili sem našel tudi Je mimo leto. Pa preveriva še kaj pove o tej skladbi Kopilot. Tema minevanje časa, refleksija preteklega leta. Besedilo preprosto, a globoko govori o tem, kaj ostane, ko leto mine. Rudijeva verzija doda zrelost in zvočno širino, ki pesem naredi bolj univerzalno. Tukaj pa se je odmaknila od Istre. Ja, sem samo čakal še to znako. Mogoče malček še preveč površinska razlaga, kakšna je ta pesem. Ta pesem je zelo, zelo globoka, govori pač o ljubezni, o bivši ljubezni in o tem, kako se je ta ljubezen znašla z novo ljubeznijo in tudi sam avtor, kako se je znašel s svojo novo ljubeznijo. Ena taka zelo, zelo lepa, iskrena, globoka pesem. Je mimo mesec, mimo leto, jaz ostal sem isti fant, ki tam na strehi pel je pesmi, da dobil bi tvojo dlan. Na dnu kozarca iščem srečo, pa ne najdem je tam not. Mogoče čas je, da pozabim in se vrnem sam na pot. Začetki niso vedno lahki, čevlji kot iz svinca so, ker vmes pozabil sem, da sam si, tudi ko je kdo s teboj. Čas
bolečino vzame stran, stopijo v spomine. Jaz si nisem mogel dati vsega, kar želi si. Čas, bolečino vzame stran, stopijo v spomine. Čas, ljubezni skomin. Sem slišal, da si našla srečo, upam, da dober je s teboj, ki znal prižigat bo to svečo, ki jo nosiš ti seboj. Veš, tudi jaz sem našel punco, lepa je kot si bila ti, in pravi, da ima me rada, in jaz verjamem ji. Čas, bolečino vzame stran, stopijo v spomine. Jaz si nisem mogel dati vsega, kar želi si. Čas, bolečino vzame stran, stopijo v spomine. Čas, ljubezni skomin. Rudi Bučar z mano oddaje Radioaktivno, je mimo leto je bila slišana. Rudi, kako gledaš na slovensko glasbeno sceno? Zelo optimistično. Predvsem zaradi tega, ker imamo res iz leta v leto ogromno kvalitetne in dobre glasbe v Sloveniji, ne? Na katero smo res lahko ponosni, lahko smo ponosni na izvajalce, na avtorje in tako naprej. Tako da mislim, da nam ni bati, da bi nas tako hitro povozili. No? Tako da všeč mi je, da tudi, bom rekel, mladi avtori pišejo pretežno v slovenščini, kar jaz mislim, dobro, zdaj, odkar je globalizacija, mislim, da je to eksotika, ne? Da lahko poješ v enem tujem jeziku. Ne? Zdaj, drugi fenomen, ki ga vidim tle, se pravi to, kaj pomeni iti slovenščino onkraj meja naših, ne? Kot so recimo Joker Out, ne? Ker pač po vsej Evropi pojejo v slovenščini. Ne? Meni se zdi to nekaj zelo velikega. No? Tako da ni to tako mali jezik. Seveda ni. Absolutno ni. Ne nazadnje pa v vseh teh streaming platformah je vsa svetovna glasba kot na dlani. Lahko poslušaš skladbo v, ne vem, indonezijščini. Tako, ja. Ali pa v Indoneziji slovensko. Tako, ja. To je pač tista dobra platno. Prej sem že omenjal umetno inteligenco, s katero si kar pomagam pri pripravi intervjuja v zadnjem času. Kako pa si ti z njo? Nisem. Moram reči, da sploh kar se tiče, bom rekel, teh naprav, računalnikov, telefonov in tako naprej, dobro uporabljam, seveda uporabljam in za marsikaj so super, ampak sem zmeraj capljal malo vzadej za tem. Ne. Vsi moji prijatelji, vključno z mojo mamo, vejo veliko več o tem kot jaz. Ne. Nikoli me niti ni toliko zanimalo, pač sem boss. Kot si rad. Ja, tako je. Ko pilota tudi vprašam, katere so najpopularnejše skladbe gosta, s katerim se pogovarjam. Kaj misliš, katere izpostavijo pri tebe? Koliko jih je? 10. Oštja. Zdaj jaz lahko sodim po sebi, ampak ni nujno, da o temu tako. Greva naprej? Je med njimi. Je med njimi tisti ljudje? Je ni. Je ni. Ho! Šaltinka? Tak isto ne. Tak isto ne. Dolgo nisva pila? Tudi ne. Tudi ne. Vem ti, koliko hitov. Pa izpusti. Kakšni so takšni? Tudi ne. Tudi ne. Edina?
Tudi ne. Tudi ne. Mislim, bože, da ti jasno štejem. No, da vidim jaz. Samo ti, sem znala jaz, ti, greva naprej, Marija Ištrijana, Kambiale so čase, Izola, Frčafele, naj traja Palačen blues. Ja, mislim, da bi lahko popravili. No, bomo ga nafilali s podatki, pa bo boljše drugič Boš ga moral ti skorigirati. Tako, ja. Predzadnja, ki jo bova spustila, bo Noi volemo. Tudi ne razumem naslova. Čestitke za interpretacijo in za izgovorjavo. 2 dni sem že vadil. Gre za družbeno-kritično, ljudsko, istrsko pesem, seveda bom rekel taki malo bolj v hudomušnem značaju, ali lahko se reče mudu. Ja. Tle moram omeniti Roka Nemaniča, vodjo skupine Balkan Boys, ki so tudi to skladbo posneli in naredil je odličen aranžma. Tle naj omenim še izjemen solo na klarinetu Tomaža Zevnika in tle so pač te skladbi so dodali še nek dodaten karakter, tudi Oktet Aljaž. In zdelo se mi je smiselno, ko sem zaporedje, se pravi, ko sem delal skladbo Sled, pravzaprav za ploščo, da tej skladbi sledijo altruisti. Ne? Do katere še prideva. Tako. Noi volemo luce elettrica col petrolio raffinato. E noi volemo luce elettrica col petrolio raffinato. E noi volemo luce elettrica col petrolio raffinato. E noi volemo luce elettrica col petrolio raffinato. Le candele leva al fuoco e anche quelle se rubate. E le candele leva al fuoco e anche quelle se rubate. E le candele leva al fuoco e anche quelle se rubate. E le candele leva al fuoco e anche quelle se rubate. Scovazzino senza pranzo, butta via la carriola. O scovazzino senza pranzo, butta via la carriola. Rudi, za konec tega pogovora, album je svež, izzivov je verjetno dovolj. Izzivov je kar nekaj, ja. Zaenkrat se bomo posvetili promociji plošče s preigravanjem v živo, z različnimi gosti.
po različnih koncih Slovenije in me zelo veseli, da se bomo podali na pot, oziroma da smo se že. No. Te bomo kdaj videli še na kakšnem festivalu? Če še sploh kakšen bo? Ja, zadnjič sem slišal, da slovenske popevke ne bo, ali kako? Ali letos je zagotovo ni. No, ali je sploh več ne bo? No, to pa ne vem, Mislim, da je 10 let minilo, odkar sem se na zadnji udeležil festivala, kakšnega. Nekako sem zavil malce na drugo pot, in, ki mi tudi trenutno ustreza, no, moram reči. Žal mi je, da tudi ta zgodba o festivalih ne gre naprej tako, kot bi morala. Nekako sem se veselil, da so se začeli določeni festivali tudi so začeli posluževati glasbe v živo, se pravi, da imajo svoj bend in glasbenike v živo kot spremljevalni bend. Moram pa priznati, da nisem ravno na tekočem, kaj se dogaja na naših festivalih. Vse so samo še melodije Morja in sonca ostale. Aha, tam je nova. Pa festival šansona bo še letos. To še edino. Še kakšen single z albuma? Zaenkrat ne razmišljam konkretno, ampak po moje bo še eden. Jaz pa vem, da mora biti. No, potem boš pomagal. Ti in, kako se reče, kopilot, lahko mi pomagate, kateri bo. Tukaj bom brez kopilota. No, ok. Mislim, da bi to morali biti altruisti. Zaradi aprila prihodnje leto? Ne samo aprila, pa novembra prihodnje leto. Tudi lokalne, ja, tudi. Bomo videli, no, kako bo. Mislim, da če bo prepoznana ta pesem, mislim, da ne bo niti potrebno, da je lansirana kot single. Tudi to imaš prav. Pak mislim, da bi zraven še odličen video. Ja, video kar kliče, ne, za video. Potem pa bo Rudi hitro leto 2028, ko bo okroglo. Zate, mislim, osebno. Tudi o tem ne razmišljam še. Je še dolgo do tedaj. To je res. Pa veš, da si bil tukaj na zadnje pred 4 oziroma 5 leti. Kaj toliko je že? Ja, takrat sva na zadnje govorila, ko sem gledal. Ja, no, to je več kot toliko, kot mi potrebujem do Abrahama, ampak dobro, ok. Ker ti še malo 3x4, kad gremo spat, pa smo že 26. Upam, da bo do takrat še kakšna plošča, ne? Moče pa si takrat daš to za rojstni dan, ko si dal Peter Lušin. Tako je bo. Omenil sem že skladbo, ki bova zavrtela za konec. To bo Altruiste. Mislim, da vsebina besedilo pove vse. Potem pa te prisluhniti. Ampak vseeno, da še lahko kakšno rečeš. V bistvu gre za skladbo, ki govori o soočenju, sicer valjda nekoliko z komično noto. Predstavljal sem si o soočenje v neki krajevni skupnosti na neki vasi. Kako, bom rekel, kandidati nagovarjajo svoje, oziroma ljudi, ne samo svoje, da se jim priključijo, ne? Kako je zdaj to nova stranka, altruisti. Pač govorimo pravzaprav vedno o isti zgodbi, ne? Kako pride nekdo, ki nagovarja in zdaj imamo novo stranko, zdaj to bo čisto novo, dajmo mi to podpreti in tako naprej. In to dogajanje pravzaprav na soočenju mi je bilo še najbolj tako za ga predstaviti, ne? Ker smo včasih, bom rekel tako, včasih je to cel šov, ne? Vedno bolj. No, tako da, ampak sigurno nisem mislil pač tle kot uporabiti oziroma napisati to pesem kot neko kritiko, ampak kot neko zgodbico, ne, ki bi lahko bil vic, lahko bi bil en esejček. Brez težav. Zato tudi v nadaljevanju oddaje ne bomo ne lagali pa ne kradli. Tako, lepo. In Altruiste spustili za konec tega pogovora. Rudi, hvala, da si se oglasil v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delal naprej. Hvala za povabilo, lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Prlek in upam, da se vidimo kaj kmalu. Večer, drage dame in možje, začenjamo soočenje. Beli, rdeči in rumeni, modri, sivi in zeleni, začenjamo soočenje. Vsak nam suvereno zatrdi, da če ga voliš, nimaš več skrbi. Glas mu daj in zaupaj, verjemi mu in ne obupaj, zdaj je čas za nove ljudi. Gor na naši listi, vsi smo čisti altruisti, delamo za prav vse ljudi.
vasi ne smrdi. Štorija se pošteno razživi, glasnejši postajajo vsi. Na eni strani ploskajo, na drugi strani žvižgajo, vstajajo in stiskajo pesti. Gor na naši listi vsi smo čisti altruisti, delamo za prav vse ljudi. Ne lažemo, ne krademo, ne delamo skrbi, zato v naši vasi ne smrdi. Listi, vsi smo čisti altruisti, delamo za prav vse ljudi. V srcu in v duši vedno stali bomo isti, pridite med nas tudi vi. Pridi med nas tudi ti. Sem Rudi Bučar, poslušate oddajo Radioaktivno.